V četrtek 11. septembra 2014 je ob 17. uri v avli Doma kulture Slovenske Konjice potekala prva novinarska konferenca neodvisne liste Skupaj za občino Slovenske Konjice z naslovom Predstavitev kandidatov neodvisne liste Skupaj za občino Slovenske Konjice v volilni enoti 1 in 2. Lepo pozdravljeni, zdaj še uradno na današnji predstavitvi kandidatov in kandidatk liste Skupaj za občino Slovenske Konjice. Nosilec liste Stanko Kolar je javnosti poimensko s kratkim opisom dosedanjega dela kandidata oziroma kandidatke predstavil člane liste 1 za Slovenske Konjice in Tepanje ter liste 2 za Loče, Dražo vas in Žiče. Vesel sem, da smo prišli do prve oziroma čez prvo stopničko našega udejstvovanja na letošnjih lokalnih volitvah za volitve v občinski svet občine Slovenske Konjice, kar pomeni, da smo uspešno vložili listo kandidatov za volilni enoti 1 in pa volilno enoto številka 2 za svetnike v občinskem svetu občine. Uspelo nam je zbrati dovolj podpisov podpore, da smo listo lahko vložili. Lahko se celo pohvalimo, da smo zbrali praktično dvakratno število, ki je potrebno za vložitev liste, za kar se predvsem zahvaljujem vsem kandidatom in pa vsem podpornikom, ki so to podporo podpisali na upravni enoti v Konjicah. Postopek je pač malo bolj kompliciran, ampak ni pa nemogoč in uspeli smo kreirati tole našo listo. Naša lista je sestavljena iz kandidatov in kandidatk, ki so se v preteklosti že večkrat izkazali v svojim delom in zgledom v družbenem življenju naše lokalne skupnosti. Verjamemo, da so prepoznavni kandidati in kandidatke, ki bodo, tudi če ne bodo izvoljeni vsi, kar je mogoče preveč idealistično za pričakovati, lahko s svojim delom pripomogli pri delu v javnem življenju naše lokalne skupnosti skozi zavode, skozi različne odbore in pa krajevne skupnosti, v katere jih bomo kandidirali oziroma smo jih kandidirali. Vložili smo tudi listo za krajevno skupnost za Slovenske Konjice, tako da pričakujemo, da bo tudi tam naše zastopstvo primerno in vplivno, da bomo lahko ustvarjali lokalno politiko tudi v mestu samem. Če se vrnemo na predstavitev kandidatov, kar je v bistvu glavni del današnje novinarske konference, bi začel z listo, ki ste jo tudi dobili. Moram reči, da tudi naši kandidati danes prvič dobijo to listo v obliki vrstnega reda. Za prvi del smo se dogovorili po naslednjem vrstnem redu. Nosilec liste bom jaz osebno, tisti, ki me ne poznate, sem direktor podjetja za posredovanje študentskega dela in pa vodja poslovne enote proizvodnega obrata Julon v Celju. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir z nekaj izkušnjami v lokalnem delu, v lokalni politiki. Enkrat sem že v preteklosti opravljal funkcijo občinskega svetnika v mandatnem obdobju pred 2 sklicama. Lista je predstavila tudi osnovna programska izhodišča, ki so jih povzeli nosilci po področjih delovanja. Tadej Slapnik za socialno podjetništvo. Jaz z izkušnjami, ki jih imam tako na področju dela v politiki, kot zadnje čase predvsem iz področja razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji, bom pridodal vso svojo znanje, vso svojo energijo, da bomo te cilje uresničevali skupaj. Bi pa poudaril, da tudi iz izkušenj preteklih 2 let, ko sem zaposlen v Evropskem parlamentu, da smo praktično na pragu nove finančne perspektive. Finančna sredstva Evropske unije, s katerimi se v velikem delu lahko zelo pospešeno razvijajo tudi lokalne skupnosti, lahko veliko kvalitetneje, veliko uspešneje in predvsem veliko bolj usmerjeno v ta cilj kreiranja delovnih mest koristimo tudi v naši občini. Zaradi tega bom tudi vse svoje znanje, vse svoje vedenje usmeril v to, da bomo tudi v sodelovanju z ostalimi političnimi skupinami, z županom, županjo, ki bo vodil občino v prihodnjih 4 letih, tako po eni strani ta sredstva koristili v večji meri, kot predvsem, da jih bomo usmerili iz
infrastrukturnih projektov v konkretne projekte, ki bodo imeli za ključen cilj generiranje novih trajnostno naravnanih delovnih mest. Anton Noner za šport in infrastrukturo. Kot me poznate, da poleg svojega službe, ki upravljam, me dejansko srce vleče že z mladosti na področju športa in tudi kulture. In predvsem tukaj se vidim, da bom lahko, če bom izbran, deloval v občinskem svetu ali pač v odborih, ki delujejo znotraj občine Slovenske Konjice oziroma zavodih, nadzornih svetih in podobno, v zavodih oziroma društvih, kjer se ukvarjajo z športom in kulturo. Blanka Kovačič za delovanje kooperativ. Zdaj, trenutno smo v naši Dravinjski dolini edinstveni primerek te zadruge in socialnega podjetja, nedvomno pa v samem lokalnem okolju mnogo posameznikov, ki so pripravljeni in pa želijo sodelovati pri razvoju tega. Tako da sem prepričana, da s tem, kar imamo osnovo, lahko zelo dobro nadgradimo, seveda z sodelovanjem vseh nas, ki smo vsak na svojem področju strokovnjaki. Jaz sem sama vpeta v ta razvoj podeželja, zdaj zadnje 3 leta kar precej aktivno. Monika Kerovec-Korošec za vzgojo in izobraževanje. Moje področje je področje vzgoje in izobraževanja, konkretno vrtcev. Vsi vemo, da jih v Konjicah potrebujemo, so stari, zato bo še kako dobrodošlo, da bomo združili moči v tej smeri in nekaj naredili, ker naložba v majhne otroke, da bo imeli dobre pogoje za delo, se bodo obrestovali za vse življenje, za širšo družbo. In Stanko Kolar za gospodarstvo. Lista je javnosti razkrila ključne datume in načine komuniciranja z volilci in zainteresiranimi javnostmi, mediji, do zaključka predvolilne kampanje ter najavila programsko tiskovno konferenco, ki bo 22. septembra 2014 predvidoma na isti lokaciji kot prva v veliki avli kulturnega doma v Slovenskih Konjicah. Thank you.